Spoštovani gledalci in gledalke Studia Bistrica, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji si oglejte novinarska konferenca župana občine Slovenska Bistrica, dr. Ivana Žagarja. Zaključek Vošnjakove bralne značke za odrasle. Božično-novoletni koncert glasbene šole Slovenska Bistrica, praznični utrinek. Štravsom in zvezdami v prihajajoče leto. Začetek praznične Bistrice. Bistriška športna pot odbojkarice Eve Rožanc. Županovo voščilo. Župan občine Slovenska Bistrica, dr. Ivan Žagar, je za petek sklical novinarsko konferenco, na kateri je komentiral dogajanje na 8. redni seji občinskega sveta občine Slovenska Bistrica in odgovarjal na vprašanja v zvezi z nekaterimi drugimi aktualnimi temami. O občinskem proračunu za leto 2024 je povedal. Zdaj smo reči, da je ta proračun narejen na trenutnem vedenju in na trenutnih predpostavkah, glede na dinamično dogajanje v Sloveniji, tudi na tem področju, pričakujemo mi zelo hitro, verjetno v naslednjem letu, rebalans. Zdaj proračun je na eni strani pokriva te potrebe, ki sledijo iz naslova nalog, ki jih mora občina pokrivati. Tudi v smislu tega javno-finančnih možnosti. In znotraj tega smo poskušali vseeno, koliko se je dalo nameniti za neki investicijski del. Res pa je, da je ta investicijski del seveda glede na situacijo bistveno, bom rekel, bolj šibek, kot je bil v preteklih letih. Vseeno smo pa ohranili nekaj teh investicij. Zdaj, seveda, mi poslušamo dostikrat o tem, da so nekatere občine podfinancirane. Jaz trdim to, da so prav vse občine Slovenije podfinancirane. Smo kar več ali manj vsi v isti situaciji. Tudi zaradi tega, ker vi veste, da je ta glavarina zdaj tam 725 evrov plus nekaj malega dodatka iz še tistega dodatnih 20 milijonov. Zračunana je pa bila tam okrog 800 evrov za naslednje leto. In ta razkorak se seveda nekje more dejansko poznati. Zdaj, kar se tiče našega proračuna, prihodkov je okvirno 30 milijonov, in tudi odhodkov je približno toliko. Mi zadolžitve v letošnjem letu tudi nismo, oziroma mi ko minimalno zadolžitev, toliko, da smo zaprli dejansko ta naš proračun. Zdaj, kar se pa tiče teh bistvenih investicij, pa gre za to, da smo sredstva namenili za tiste večje investicije, ki jih v tem trenutku pravzaprav končujemo. Tu imamo v misli zdravstveni dom, še predvsem pa to zeleno parkirišče. Kar nekaj obseg sredstev je namenjen za neke potencialne investicije v prihodnjem obdobju in tudi ena začetna sredstva so za to namenjena v samem proračunu. Zdaj, te investicije, kar se tiče prihodnega obdobja, smo mi nekako povezujemo z tistimi potencialnimi razpisi, ki bi naj sledili iz predvsem razpisov iz operativnega programa kohezije za naslednje obdobje. Je pa res, da pričakujemo in pa dogovora za razvoj regije iz tega naslova, občine, kot je naša, razmestne občine, nismo upravičeni do tega CTN, kar je velik manko, to morate vedeti. Zato, ker že v prejšnjem obdobju so občine recimo iz tega doble mestne, tam okvirno recimo 15 milijonov evrov, da nam bi to bilo zelo dobro došlo za določene projekte v samem mestnem središču. Tudi v tem finančnem obdobju je slika pravzaprav popolnoma enaka. Glede na seveda situacijo, ki je pa povezana tudi z poplavami in usmerjena sredstva na to področje, pa v tem trenutku niti ne znamo, oziroma še ne vemo, kaj in kje bo možno kandidirati. Je pa res, da mi imamo moče toliko sreče, ker imamo nekaj manevrskega prostora, da lahko na vseh področjih načrtujemo te projekte. Tako da, mi imamo recimo to kolesarsko povezavo do železniške postaje, praktično celotno dokumentacijo, celotna dokumentacija je za avtobusno postajo, pripravlja se dokumentacija na področju
urejanje še tega komunalnega sistema v mestu Slovenska Bistrica, enega drugega, tudi vodovodnega, ne, tako da pravzaprav vsa ta področja na nek način pokrivamo. Toliko moče, kar se tiče proračuna za naslednje leto, zdaj, če imate kako vprašanje. Kanalizacija se letos na Zgornji Polskavi. Ja. Kako pa zdaj naprej, tudi še ni vse? Ne, seveda ni, ne. Glejte, mi z tem končujemo en velik projekt, ne, zdaj, kar se tiče v bistvu urejanja kanalizacijskega sistema, je verjetno eno največji projekti so še vedno v mestu Slovenska Bistrica, samo zdaj pri mestu Slovenska Bistrica gre pač za to, ne, da mi formalno to kanalizacijo imamo urejeno, ne, ker je pač mešana kanalizacija, ne. Res pa je, da mi zdaj že postopno mesto ločujemo fekalno od meteorske in zdaj v tem trenutku se načrtujejo projekti v območju Špindlerjeva in tistega dela, je pa res, da ne vemo, a pa ne znamo odgovoriti na to, ne, ali bo s tem sploh možno kandidirati na ceste ali pa ne, zato ker tu ne gre za neko novo formalno za neko novo priključevanje, čeprav gre v bistvu za to vrstno urejanje. Mi zdaj to planiramo, načrtujemo pa videli, ne, gre pa tam tudi za zamenjavo celotne v bistvu infrastrukture, podobno kot je bilo na Zgornji Polskavi, ne. Tam smo reševali tudi problem za vodoskrbe, potem digitalne infrastrukture, elektrike in vsega ostalega, ne. In potem pa še imamo mi nekaj manjših teh sistemov, recimo po zunanjih krajevnih skupnosti, ampak tam gre za neka manjše aglomeracije, no, bom rekel, problem pri teh aglomeracijah je pa to, da so se po 2000 enotnic sploh ne bomo mogli z njimi kandidirati, ne. Mi pa sočasno peljemo tudi ta program še naprej, ne, sofinanciranja individualnih čistilnih naprav, ne. Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica je letos že 10. izvedla Vošnjakovo bralno značko za odrasle. Zaključek bralne značke so obeležili s ponedeljkovo prireditvijo v prostorih knjižnice. Direktorica knjižnice Patricija Breznikar je uvodoma povedala, da je letošnjo sezono uspešno zaključilo 118 bralk. 2014, ko smo pričenjali samostojno bralno značko za odrasle, če se spomnite, tisti, ki ste ves čas z nami, smo tisto prvo leto posvetili domačim ustvarjalcem. Berimo domače, mislim, da je bil naslov takratne bralne značke. Prav tako pa smo tudi letošnjo 10. jubilejno bralno značko namenili domačemu okolju, našemu prečudovitemu Pohorju, ne, ki nam ga malo hočejo tako malo nakaziti, ampak danes ne bomo o tem, kjer se razprostirajo širni gozdovi, pragos, šumik, jase, pašniki, neokrnjene pohorske vode, slapovi in šotna barja z jezerci, kjer živijo največji metulji v Evropi in druge dragocene živalske vrste. Naše prelepo Pohorje. Dogodek so popestrili s pravljičnim večerom za odrasle in nastopom glasbene skupine Gemaj. V Slomškovem domu v Slovenski Bistrici je v ponedeljek potekal koncert glasbene šole Slovenska Bistrica z naslovom Praznični utrinek. Nastopili so tolkalni orkester, baletni oddelek, orkester harmonikarjev, ansambel glasbene šole Slovenska Bistrica in pihalni orkester.
Zavod za kulturo Slovenska Bistrica je pripravil koncert s Štravsom in zvezdami v prihajajoče leto. V novo leto 2024 je obiskovalce v Viteški dvorani Bistriškega gradu minulo sredo z znanimi Štravsovimi skladbami popeljal novo ustanovljen grajski salonski orkester Slovenska Bistrica Solisti. Koncert sta vodila Patricija Žuraj in Nejc Žagar. Območno združenje slovenskih častnikov Slovenska Bistrica je pretekli torek v vojašnici Vincenca Repnika v Slovenski Bistrici izvedlo praznični dogodek za otroke zaposlenih v Slovenski vojski. Organizatorji so pripravili plesno animacijo in ustvarjalne delavnice. Otroke je obiskal tudi Božiček in jih obdaroval.
Tudi Trg Svobode bo v drugem delu decembra oživel z božičnim sejmom, številnimi glasbenimi in plesnimi dogodki ter s pestro gostinsko ponudbo. Program dogajanja predstavlja Tomaž Pristovnik. Sicer začnemo v četrtek, 21. decembra, prve 3 dni z božičnim sejmom in praznično ponudbo. Prvi dan je namenjen mlajšim izvajalcem, in sicer bodo nastopili učenci glasbene šole Slovenska Bistrica, skupina Three Guns, to so 10-letniki, ki igrajo rock, in pa lokalna rock skupina Šesti metek. V petek 22. se zjutraj ponovno začne božični sejem, popoldan ob 6:30 nastopijo glasbeniki glasbene šole Jamnik, harmonikarji in pa zvečer ob 8. ansambel narodno-zabavne glasbe, tudi z Bistričani v zasedbi Igor in Zlati zvoki. V soboto 23. zopet božični sejem, ob 7:30 lokalna rock skupina iz Maribora Dixons in pa narodno-zabavni ansambel ob 21. uri original Štajerci. V torek 26. po dvodnevnem premoru, ker je vmes božič, nadaljujemo z popoldanskim programom, ki se začenja ob 4. uri z nastopom Vilija Resnika in skupine. V sredo nastopajo glasbena skupina Krogovci in pa skupina Kingston. V četrtek 28. je po 5. slovo Dedka Mraza, kot je že omenila Jana, in potem ob 7:30 nastopi Alfi Nibič in njegovi muzikanti. Ob 21. uri nadaljujejo skupina Čudežno polje. Ta dan je torej namenjen bolj seniorjem. V petek nastopa ansambel Stil, zopet narodno-zabavna glasba v soorganizaciji kluba študentov, in pa v nedeljo 31.12. silvestrovanje z ansamblom Vagabundi. V teh 8 dneh programa se bo torej na odru veselega decembra v Slovenski Bistrici zvrstilo kar 14 različnih izvajalcev. Bistriška športna pot. V bistriški športni poti pa bo beseda tekla o odbojki, kajti predstavi vam bomo 17-letno odbojkarico Evo Rožanc. Eva, kar takole te bom vprašal, kako je dejansko tukaj v Slovenski Bistrici torej igrati in kako si pravzaprav začela? Začela sem leta 2017, v bistvu sem na začetku trenirala atletiko, potem pa sem videla, da ni to za mene, pa sem želela nekaj drugega preizkusiti, pa sem se odločila za odbojko. Mi ni žal, mislim, s puncami se zelo dobro razumemo, že dolgo igramo skupaj od začetka in res ne bi šla nikamor drugam. Eva, kako je pravzaprav igrati za tole bistriško majico, torej številka 11 je tvoja, igraš na mestu spremljalke in kaj bi dejala? V bistvu sem zelo ponosna, da lahko igram v Bistrici. Mislim, res imamo dobre dosežke zadnje 2-3 leta, prišli smo v drugo ligo. In zdaj tu se tudi borimo za čim boljše rezultate in smo res vse ponosne, da smo po moje lahko tukaj v Bistrici. Jaz pa tudi, da lahko letos igram v prvi ekipi na spremljalskem mestu. Kako pa ostali bistriški športniki torej spremljajo vaš šport in kako ti spremljaš bistriške športnike, če ga dodam, da je Slovenska Bistrica razgibano športno mesto? Res je, imamo nogometaše, košarkaše, plezalce, v bistvu vse. Dostikrat imajo košarkaši pred našimi treningi ali tekmami svoje tekme, jih tudi mogoče malo prej spremljamo. Drugače, kar se tiče nogometa, plezalstva malo manj, ampak se mi zdi, da tudi včasih vidimo kakšne gledalce, ki trenirajo druge športe, pa je tudi to ful lepo. Se dobite na kakšnih žurih tudi, ko niste v športni opremi?
Ja, pa če so kakšne veselice tu po Bistrici, se tako vsi poznamo, pa tudi to, ja. Športniki si želijo, da je vedno na vaših tekmah, na vaših nastopih veliko število gledalcev. Kako si pravzaprav ti zadovoljna, kako Bistričani torej spremljajo odbojkarsko igro žensk? Mislim, naši starši nas itak 100% podpirajo, so skoraj na vsakih tekmah, razen če smo pač v gosteh, potem malo manj, ampak če smo doma, je res jih fajn videti, tudi ostali, naše mlajše selekcije hodijo nas gledati, prav tako tudi pač starši nasprotnikov, ampak ja, se mi zdi, da je vsako tekmo pač je več naše podpore nam dajo gledalci. Eva, vsak športnik ima tudi svojo željo, kaj postoriti v svoji športni disciplini, kako daleč priti. Kako si ti začrtala tvojo športno pot? Ja, definitivno moj cilj vse do konca srednje šole, torej mislim, da že celo srednjo, nekaj osnovne šole že treniram. Potem bom videla, sicer ne ciljam na nekako ful visoko, pač ker je to recimo tudi moj prosti čas, ampak mi vseeno dosti pomeni, tako da pač upam, da bom čim dlje, koliko bom pač lahko trenirala odbojko. Če zaključimo tale pogovor z vprašanjem, kaj bi svetovala dejansko tistim, ki se danes kolebajo, v kateri šport bi šli, kako se naj odločijo za svoj šport? Pač samo naj grejo probat, pa bojo videli, če je to za njih. Lahko ti sprobaš različne športe, to nič ni težava v tem. Ne vem, jaz sem se videla v odbojki, sem tu ostala, sem napredovala in pač je to. Tako da samo naj gre, pa se piše, pa trenira, pa bo sam videl. Bistriška športna pot. Ja, najprej jim seveda želim mirno praznovanje praznikov, ki so pred nami. Naj si jih dovolijo, naj se tudi vdahnejo, tudi veselja, seveda na tak miren način. V novem letu pa seveda želim, da stvari na nek način potekajo, kot so tudi do zdaj. Torej, govorim predvsem o tem, da upamo, da želim, da se ohrani to sodelovanje med vsemi akterji, ki delujemo na območju naše občine, ker mislim, da je to pravzaprav garant za to, da razvoj v Slovenski Bistrici na vseh področjih, tukaj imam vse v mislih občino, na vseh področjih tekoče teče. Sicer pa seveda želim vsem uspešno tako na njihovem poklicnem področju in tudi vse dobro v prihodnjem letu zasebno.